V redu. Tako, danes bomo govorili o eni od sporazumevalnih zmožnosti, ki je tako za učence kot za učitelje zelo pomembna in nam predstavlja učiteljem velik izziv, iz leta v leto večji. In zato sem se jaz na začetku vprašala, kdo pa je učinkovit bralec. Učinkoviti bralec je tisti, ki bere tekoče, ki bere natančno, bere z razumevanjem, ima ustrezen obseg besedišča, je fleksibilen pri branju in pa motiviran za branje. Vse to že začnemo razvijati učitelji na razredni stopnji, imamo pa pred seboj cilj, ki mu potem sledijo tudi učitelji kasneje, in sicer vzgojiti funkcionalno bralno pismenega bralca. To je tisti, ki bere tekoče, razume prebrano, je sposoben informacije, ki jih pridobi z branjem, potem uporabljati pri reševanju učnih in pa življenjskih težav ter za osebnostno rast. Ker vemo, da je temeljni dokument, ki mu sledimo učitelji, učni načrt in ne gradiva, ki jih uporabljamo pri delu z učenci, sem strnila nekaj najpomembnejših poudarkov iz učnega načrta, ki se navezujejo na branje. Učni načrt pravi, da naj učenci stopajo v svet branja postopoma, sistematično in individualizirano. In učitelj naj pri začetnem opismenjevanju velik del pozornosti namenja zaporedju osvajanja veščin, spretnosti branja, tudi pisanja, naj ritem usvajanja sproti prilagaja značilnostim in zmožnostim učencem, ki jih ima v razredu. Učni načrt tudi pravi, da bi naj učenci na koncu 2. razreda praviloma že usvojili tehniko branja. V praksi se pogosto zgodi, da je malo drugače. 3. razred pa bi naj bil namenjen temu, da učenci utrjujejo in izboljšujejo tehniko branja in pa berejo z razumevanjem. Pri branju učenci usvajajo tudi različne strategije branja in pa seveda tudi pisanje neumetnostnih in umetnostnih besedil. Učitelji pa bi naj vsem otrokom v razredu omogočili, da spoznajo in dosežejo višjo raven tako imenovane kritične pismenosti. In cilj poučevanja torej ni samo obvladanje tekočega branja, ampak dejansko uporaba jezika v praksi. Kaj pomeni pojem sistematično opismenjevanje? Gre za urejen, načrten in premišljen proces. Vnaprej so določene faze, po katerih učenci prehajajo vsi učenci. Pridejo vse faze s tem, da prehajajo različno hitro. Proces opismenjevanja torej poteka celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje od 1. do 3. razreda. Kar se kaže v praksi in tudi raziskave kažejo, pa da branje v večini prehiteva pisanje. Opismenjevanje bi naj potekalo individualizirano. To pomeni, da predstavlja izhodišče, kjer začnemo učenčevo predznanje oziroma stopnja opismenosti ob vstopu v šolo. To ugotovimo učitelji na začetku tako, da preverimo učenčevo predznanje. In posamezni učenec nadaljuje svojo razvojno pot bralnih zmožnosti od tam, kjer je. Cilj takšnega načina opismenjevanja je, da vsi dosegajo temeljno raven, tisti, ki imajo težave in manj razvite predopismenjevalne zmožnosti, in pa da napredujejo tudi tisti, ki že kar veliko znajo na tem področju. Učenci, to pomeni, da učenci ne vstopajo v bralni proces z istega izhodišča in pa stopnja na stopnjo tudi ne prehajajo istočasno. Sledimo pa seveda istemu cilju. V učnem načrtu za slovenščino so omenjeni nekateri orientacijski mejniki. To pomeni, da je 1. razred namenjen preverjanju glasovnega zavedanja, kar predstavlja izhodišče, potem bi naj učitelj izdelal individualni načrt za posameznega učenca in opismenjeval oziroma pripravljal dejavnosti, kjer bi se otroci sistematično opismenjevali, to pomeni spoznavali velike in tudi male tiskane črke, če se učitelj tako odloči.
V drugem razredu bi naj učenci osvajali tehniko branja s tiskanimi in pa pisanimi črkami do konca drugega razreda. Pisali naj bi kratka besedila in jih s tiskanimi in pa pisanimi črkami ob koncu drugega razreda. Tretji razred pa bi naj bil namenjen tekočemu branju s tiskanimi črkami in ob koncu tretjega razreda bi to naj res vsi obvladali. To je tudi pogoj potem za napredovanje. Poleg tega pa bi naj tudi razumeli, kar berejo. Zdaj vam bom pa predstavila konkretne predloge, konkretne dejavnosti, ki jih z učenci izvajamo v razredu, in najprej bodo te vaje povezane z razvijanjem oziroma kako učence spodbuditi oziroma kako jim pomagati, da tekoče in natančno berejo. Na desni strani prosojnice vidite primer zlogov. Predlagam oziroma z učenci lahko izvedete naslednjo dejavnost. Ponudite jim branje nesmiselnih zlogov in sicer naredite tako. Lahko pa delajo tudi učenci v parih, če je recimo v paru en učenec, ki že dobro bere in potem preverja, ali drugi bere pravilno. Učenec prebere zlog, če ga je prebral pravilno, ga položite na en kupček. Če zloga ni prebral pravilno, ga date na drug kupček. Ko prebere vse ponujene zloge, se vrnete na kupček, kjer so napačno prebrani zlogi. In najprej preberete, koliko zlogov mu je uspelo, preštejete, koliko zlogov mu je uspelo prebrati na začetku in koliko mu je uspelo prebrati potem na koncu. In učenci so zelo ponosni, ko vidijo, kako so napredovali. Bodite pozorni na to, da so ti začetni zlogi sestavljeni iz soglasnika in samoglasnika. To otroci berejo hitreje in lažje, potem pa nalogo otežite, da sestavljate tudi takšne sklope črk, kjer sta mogoče samo dva soglasnika in tako naprej. Nalogo lahko diferencirate tako, da potem učenci postavljajo več zlogov skupaj, morajo res natančno brati, ker ti zlogi nič ne pomenijo in ne morejo predvidevati, kaj bi naj določena beseda pomenila, ker vemo, da si učenci potem kar hitro izmislijo, ko mislijo, da že vedo, za katero besedo gre. Ena od zanimivih dejavnosti, ki jih lahko ponudite učencem, je tudi, da režejo različne besede iz časopisov, potem pa te besede režejo na zloge. Rečete jim, da ali si narišejo črto, ali pa za a-jem, e-jem, i-jem, o-jem in u-jem naredijo črtico in ob tem potem izrežejo. Vidite tukaj tudi na strani, kako smo letos naredili pri nas. Uporabili smo slikovno abecedo, ki jo imate na voljo na portalu Učim se. Izrezali smo te črke, ki so predstavljene oziroma skrite v ilustracijah, smo jih dali na kuhalnice in smo tako začeli z branjem. To pomeni, da prvi otrok toliko časa izgovarja določen glas, da se mu približa drugi, takrat, ko se približa drugi, pa ta pove določen glas. Tako da recimo ta leva deklica, ki ima v roki muco kot govori toliko časa glas da se približa deklica, ki drži v rokah ma in a, in dobimo potem zlog ma. To so čist začetni poskusi branja. Še vedno, kljub temu, da kar zdaj beremo nekaj časa, imam recimo v razredu, v prvem razredu letos poučujem, še kar nekaj učencev, ki pogosto uporabljajo te kuhalnice, ker si tako na tak način lažje predstavljajo, kako je potrebno vleči glasove. To nalogo lahko potem utežite tudi na ta način, da date učencem nalogo, da pa potem nadaljujejo besedo. Beseda se začne na zlog ma, kako bi potem nadaljevali besedo, da bi nekaj pomenila. Zelo pogosto se poslužujem naslednjega. Ko beremo z otroki, uporabljamo bralne knjižice, ne rečem, zdaj si pa besedo narobe prebral, ampak otroci vedo, da napačno prebrano besedo pokažem s prstom.
Zelo uporabna dejavnost je tudi ta, da hkrati bereta dva, lahko je to učitelj in otrok ali pa dva otroka hkrati. Naslednja dejavnost, ki jo tudi uporabljam pri pouku, je, da vržemo igralno kocko in na tak način beremo. Potem že vnaprej se dogovorimo, kaj pomeni določeno uro, število pik na kocki. Enkrat pomeni število pik, ki otrok vrže število besed, ki jih prebere, drugič, če so to že boljši bralci, število povedi. Včasih pa si razdelimo števila od 1 do 6 in potem nekdo vrže igralno kocko. Če vržemo na primer 4 pike, berejo hkrati vsi učenci, ki imajo številko 4. Kako lahko, oziroma zelo uporabna je tudi ta dejavnost pri učencih, ki jim ne gre, pa ne uporabljate na primer teh bralnih knjižic, kjer že imajo na začetku besede pobarvane zloge, lahko otrokom pobarvate samoglasnike ali pa narišete črte in jim na ta način pomagate, da res tekoče in natančno berejo. Ena od zelo uporabnih dejavnosti je tudi ta, da otrok bere. Če prebere besedo napačno, besedo podčrtate. In na koncu, ko prebere dogovorjeno število besed, preštejete, koliko napačnih besed je pri prvem poskusu imel. Potem pa greste znova, se dogovorite, mogoče, da prebere samo prej prebrane napačne besede, in če otrok ob ponovnem branju prebere besedo pravilno, mu naredite kljukico in tako vidi otrok, kako napreduje pri branju. V nadaljevanju vam bom predstavila nekaj dejavnosti, ki pripomorejo temu, da otroci razvijajo branje z razumevanjem. Ko slišimo besedno zvezo branje z razumevanjem, kar pogosto pomislimo, da se s tem začnemo ukvarjati šele v 3. razredu ali pa mogoče v 2. razredu z učenci, ki imajo že utrjeno tehniko branja, pa temu ni tako. Beremo z razumevanjem oziroma spodbujamo branje z razumevanjem že od samega začetka. Ko otroci začnejo brati prve zloge oziroma prve besede, že lahko preverimo, če res razumejo, kar so prebrali. Na portalu imate na voljo tematske kartice. Te kartice so zelo uporabne. Na eni strani imate sličico, na drugi strani pa zapis besede z velikimi tiskanimi črkami in pa malimi tiskanimi črkami. Tukaj je na prosojnici to prikazano na levi strani. Tako so lahko otroci dobijo takoj povratno informacijo, ali so prebrali pravilno, prebrali so besedo in potem obrnejo sličico in vidijo, če je to res na sliki, kar so prebrali. Nedolgo nazaj smo z učenci prvič preizkusili to dejavnost, ki je tudi zelo uporabna. Na list A4 formata sem natisnila dlan, na posamezni prst pa zapisala črke A, E, I, O, U. Vsak otrok je potem dobil eno leseno črko. Ta dan smo obravnavali črko R, vidite fotografijo, in potem je otrok začel z izgovorjavo glasu in je vlekel proti posameznemu prstu. Ko je prebral ta zlog, ki je nastal, sem potem diferencirala nalogo še tako, da so si otroci morali izmisliti besedo, ki se začne na ta zlog in se potem nadaljuje recimo na en drug zlog. En primer je bil recimo, ko je otrok prebral zlog ro, si je potem izmislil naprej, da gre za besedo roka. In takoj vidimo, če res razume to, kar prebere. Na desni strani pa so imeli učenci takšen bralni list in pa link kocke, rdečo in zeleno link kocko. Na levi strani so bile zapisane, oziroma bilo je navodilo sestavljeno na tak način. Če gre za besedo, ki predstavlja zelenjavo, so zraven besede položili zeleno kocko. Če je šlo za sadje, so dali zraven besede rdečo kocko. Na koncu mize so imeli pa potem, ko so se postavili zraven posamezne besede določeno kocko, določene barve, so imeli pa rešitve, tako da so lahko delali tudi samostojno.
S kolegico pa sva imeli priložnost, da sodelujeva z učenci pri eni drugi postaji, ne. Potem, kaj je še zelo zanimivo oziroma kako lahko še preverjate sproti, ali učenci res razumejo, kar preberejo. Nekaj napišejo, potem preberejo in zraven narišejo, kar so prebrali. Izbirajte takšne povedi, da bodo res lahko otroci risali. Tukaj smo potem izvedli tudi eno dejavnost, poimenovali smo jo branje ugank, in sicer učenci so sodelovali pri gibalnem poligonu. Na začetku hodnika so imeli zapisane kratke uganke, ene so bile težje, druge so bile lažje, to sem učencem tudi povedala, sem jim dala pa potem prosto izbiro, da so sami izbrali, za katero zahtevnostno raven so se odločili. Prebrali so uganko, opravili določen poligon, določene gibalne naloge. Te gibalne naloge se predvsem navezujejo na naravne oblike gibanja, razne poskoki, pa tudi plazenje, lazenja, sonožni poskoki in tako naprej. Ko so prišli do konca, so pa potem dali posamezno uganko pod sliko rešitve. Dejavnost, ki jo imajo učenci tudi zelo radi in jo lahko uporabite potem tudi v 2. razredu in tudi kasneje v 3. razredu razvijamo z njo skladenjsko zmožnostmi, imajo učenci velikokrat težave. Dejavnost gre pa tako, da dele povedi razrežete na posamezne besede. Zdaj, lažja različica tega je, da so besede znotraj povedi obarvane oziroma na enaki barvni podlagi. Če pa želite otežiti nalogo, pa ne uporabite barv. Učenec vzame določeno besedo, tudi lahko upravi določen poligon ali pa odnese besedo iz enega dela učilnice na drug del in na koncu uredi potem te besede v smiselno zaporedje, da nastane poved. Če želite, da branje povežete tudi s pisanjem, lahko potem otrok prebere to poved, si zapomni, kaj je prebral in potem zapiše to poved celo v zvezek. Z učenci izvajamo različne dejavnosti, preden začnemo brati, zato da aktiviramo njihovo predznanje, da jih pripravimo na to, da so potem res aktivni pri branju. Ena od dejavnosti, ki jo lahko učencem ponudite pred branjem, je ta, da jim pokažete oziroma poveste samo naslov besedila, ki ga bodo potem prebrali. In otroci napovedujejo, kaj mislijo, o čem bo govorilo besedilo, ki ga bodo potem prebrali, ima pa določen naslov. Ta primer, ki ga vidite na prosojnici, je iz delovnega zvezka za 3. razred z naslovom Novica. In učenci so, oziroma v pripravi je predvideno, da date učencem fotografijo in vprašate, kdo je na sliki, kaj že veš o njej. Lahko delajo sami, lahko delajo v parih, lahko delajo v skupini in to dejavnost lahko diferencirate tudi na ta način, da učenci zastavljajo vprašanja, kaj bi jih zanimalo o tem naslovu. Gre za eno bralno strategijo, ki jo lahko začnete kar hitro uporabljati, mogoče že celo v 1. razredu, če sestavite skupine otrok, kjer zna mogoče že kdo zelo dobro pisati, drugače pa lahko učenci tudi kaj narišejo ali pa kot odgovor na to, kaj mislijo, ne, ali pa kaj vedo o tej osebi, ki je na sliki. Zelo uporabna strategija, bralna strategija za aktiviranje predznanja in posledično učence navajamo, da so fleksibilni bralci, da se znajdejo v besedilu in da res berejo tudi zato, da nekaj izvedo, da se nekaj novega naučijo, je tako imenovana VŽN bralna strategija. V Ž in N so črke, ki se skrivajo znotraj vprašanj. Prvo vprašanje, kaj že vem, drugo, kaj želim še izvedeti, in pa tretjo, kaj sem se naučil. Učenci lahko preberejo naslov in
se vprašajo, kaj o tem že vedo. Tukaj imate dva primera. Prvi primer je iz bralne knjižice 3, in sicer naslov Idrijska čipka, in se učenci vprašajo, kaj pa v idrijski čipki že vem, in si napišejo. Potem napišejo v naslednji stopnji, kaj bi o tej temi želel izvedeti, preberejo besedilo in nato napišejo še, kaj so se novega naučili. Ta primer z naslovom Slovenki v tujini pa je iz delovnega zvezka za 3. razred in lahko ponudimo to dejavnost učencem, preden začnemo z branjem besedila. Še ena od bralnih strategij za aktiviranje predznanja je pa drugače uporabna mogoče tudi v fazi po branju, je možganska nevihta. Učenci naštevajo asociacije na določeno temo, lahko jim poveste tudi kar naslov besedila, ki ga bodo prebrali, potem pa čim hitreje povedo čim prej, na kaj se spomnijo ob določeni besedi. Lahko naredite tudi mogoče tekmovanje, da jih omejite časovno, potem pa učenci v paru zapisujejo ali pa v skupinah čim več besed. Moji učenci se zelo radi igrajo tudi s tako imenovano bombo, če mogoče poznate, zelo uporabna didaktična igrača tudi pri pouku. Ta bomba potuje med učenci, čim hitreje mora učenec povedati asociacijo, potem pa tisti otrok, ki pa ima najmanj sreče oziroma pri katerem pa ta bomba poči, dobi pa neko gibalno nalogo ali pa mora recimo neko besedo v povedi uporabiti. To si lahko sami izmislite, odvisno od tega, kaj je cilj tiste ure pouka slovenščine ali pa tudi katere druge ure. Še ena od strategij, ki je prav, da jih učenci spoznajo čim prej, ker jih lahko potem uporabijo tudi, ko se učijo v kasnejših razredih, je ta 5 korakov preidejo, in sicer najprej premislijo in odgovorijo, kaj mi sporoča naslov, potem pregledajo slike in še na podlagi prikazanih slik napovedujejo, kaj mislijo, povedo še, kaj jim bo sporočila vsebina, potem preberejo, zapišejo, kaj so prebrali in potem predstavijo prebrano, torej kaj sem izvedel pomembnega in zanimivega. Tukaj je zelo pomembno, da izbirate besedila oziroma če sami sestavljate besedila, da dodajate smiselne slike, ne slike kot da nekaj polepšate, ampak da se dejansko navezujejo na vsebino prebranega. Kaj pa lahko delajo učenci med branjem? Seveda v prvi fazi poslušajo, je pa zelo dobro, da beremo besedila večkrat in mogoče po prvem branju in pa potem date še aktivno vlogo, medtem ko vi berete ali pa potem kasneje, ko tudi sami berejo. Lahko jim pripravite luknjasto besedilo, ki ga sproti, ko preberejo nek odstavek, določen del besedila dopolnjujete. Lahko jim pripravite ključne besede, bistvene podatke ali pa slike in jih potem že med drugim branjem sproti urejajo, da dobijo zaporedje, ki jim lahko potem kasneje služi pri obnavljanju besedila. Lahko jim zadate nalogo, da sestavljajo plonk listek, mlajši učenci še ne vedo, kaj je to, jim lahko razložite. Drugače pa, če jim date manjše lističe, jih potem tudi omejite na tak način, da res zapišejo samo ključne besede in bistvene podatke in se čim prej odvadijo, da zapisujejo povzetke v obliki povedi. Zelo uporabna je pa tudi Pavkova metoda. V prvi in v drugi fazi otrok oziroma učenec bere besedilo in sproti dela zapiske v ta zgornji desni pravokotnik tega prikaza na desni strani. Torej prebere prvič, zapisuje, kar mu pride na misel, lahko v obliki povedi, lahko že kar v obliki alinej. Ko gre v tretjo fazo, pa še enkrat prebere, kaj je prebral in v levi zgornji del
zapisuje samo ključne besede. Potem pa glede na te ključne besede v spodnji del zapiše povzetek. Torej res pridemo do zapisa samo najpomembnejšega, kar smo prebrali, tiste nepomembne stvari pa na tak način res odpadejo. Po branju lahko učenci odgovarjajo na lastna vprašanja, ki so jih zastavljali že mogoče v fazi drugega branja, lahko pa otrokom date nalogo, da po branju sestavljajo vprašanja, lahko pa jih sestavite vi. Če sestavljate vi vprašanja, razmišljajte o tem, da je zelo pomembno, da so vprašanja na različnih miselnih ravneh, ker velja, da če dobro razmislimo že vnaprej, katera vprašanja bomo učencem zastavljali, potem res ne ostanemo samo pri tistih najosnovnejših. Po branju lahko z učenci ali pa potem kasneje sami določate tudi bistvene podatke, te podatke zapisujete v obliki miselnega vzorca, v obliki ribje kosti in tako naprej. Že po prvem branju se lahko z učenci pogovarjate tudi o tem, katerih besed učenci niso razumeli, lahko besede podčrtujejo, lahko besede izpisujejo, lahko jih označijo na poljuben način in po branju se z učenci pogovarjate tudi o tem oziroma jim zastavljate takšna vprašanja, kot so, kaj te je najbolj presenetilo od tega, kar si prebral, kaj podobnega si že sam doživel, si kaj podobnega želel že kdaj izvedeti ali pa si o tem že kje prej bral. Na tak način učencem prikazujemo, da je branje res ena dejavnost, ki jo uporabljamo lahko v vsakdanjem življenju in da to ni samo nekaj, kar se dogaja v šoli. Učenci lahko po branju potem tudi izdelujejo časovni trak, lahko tudi, če gre za določeno besedilo, na primer pripovedno besedilo, ki so ga prebrali, si lahko tudi zapisujejo ključne besede in bistvene podatke in potem lažje sami obnavljajo to besedilo. Že na začetku sem zapisala, da je učinkoviti bralec, ki ima ustrezen obseg besedišča. Zelo priporočljivo je, da učenci v enem tednu spoznajo čim več besed oziroma da res širijo besedni zaklad. V razredu lahko pripravite nek kotiček, kjer potem te besede, ki so v določenem trenutku večini učencev neznane, pritrdite na tablo, mogoče zraven napišete pomen ali pa narišete in se potem učenci večkrat obrnejo na ta kotiček ali pa jih celo mogoče še vmes vprašate, kaj pa ta beseda že pomeni. In na tak način bo učencem veliko lažje, ko bodo brali besedila, ker veste, da če berejo besedila, pa ne poznajo besed, je tako težje razumeti prebrano. Zelo uporaben je portal Franček pri določanju pomena neznanih besed. Pokažite učencem, kako deluje ta portal in ga potem lahko učenci uporabljajo tudi doma, če jim date takšen izziv oziroma takšno domačo nalogo s kakšno neznano besedo. Lahko pa si učenci izdelajo lasten slovarček in pri širjenju besednega zaklada zelo rada z učenci igram igro povej, pokaži, nariši in tukaj pogosto uporabljamo besede, ki so bile mogoče v prejšnjih urah kot besede neznanke in se na tak način potem učenci kar hitro zapomnijo tudi te nove besede. V učnem načrtu je zapisano tudi, da se moramo z učenci pogovarjati o pomenu branja, torej zakaj moramo brati, torej čemu beremo, kako pomembno je branje v vsakdanjem življenju, kako lahko izboljšamo branje, kako se pripravimo na branje, na kaj pazimo med branjem in tako naprej. Tukaj na fotografiji je prikazana ena dejavnost, ki sem jo z učenci nedolgo nazaj izvedla, in sicer metali smo to kocko, ki smo jo dobili zraven Nandeta, in to uro smo se dogovorili, da bodo otroci, ki so recimo vrgli rumeno, oziroma se je
igralna kocka ustavila na rumeni ploskvi, povedali, čemu po njihovem mnenju beremo. Tisti, ki je vrgel svetlo modro ploskev oziroma se je ustavila kocka na svetlo modri ploskvi, je povedal, kako pomembno pa je zanj oziroma kaj misli, zakaj je branje pomembno v vsakdanjem življenju. Tisti, ki je vrgel rdečo, je povedal, kaj je potrebno storiti oziroma kako vadimo, da napredujemo v branju, da je branje čim bolj učinkovito. Seveda lahko te stvari prilagodimo, enkrat se posvetimo mogoče kriterijem uspešnosti, pa takrat učenci povedo, ki so najbolj napredovali. Poljubno lahko to izmenjujemo, če pa želimo učence navaditi na nek sistem, pa mogoče pomeni določena barva na začetku prav enako vprašanje. Ko so učenci v 2. ali pa v 3. razredu, je včasih prav, da jim mogoče ponudimo tudi kakšen vprašalnik ali pa tudi katero od drugih tehnik, da malo uvidimo oziroma dobimo informacije o tem, kako pa so kaj učenci z branjem. Res radi berejo oziroma dobimo učitelje na tak način povratno informacijo, da lahko potem ustrezno načrtujemo proces branja oziroma pripravljamo takšne dejavnosti, da posameznim učencem še bolj pomagamo pri napredovanju. Učitelji lahko zelo veliko naredimo za to, da so otroci motivirani za branje. Raziskave kažejo in tudi naše izkušnje, da so otroci ob vstopu v šolo zelo motivirani za branje, potem se pa s to motivacijo nekaj zgodi in se v zadnjih letih kar pogosto sprašujemo, kaj, oziroma iščemo rešitve, iščemo ideje, kako bi pa vseeno ta nivo motivacije ohranili oziroma ga vzdrževali, da bi potem tudi kasneje učenci vzeli knjige in brali v prostem času in ne samo takrat, ko morajo brati za šolo. V eni od strokovnih literatur sem prebrala tudi to, da se je pojavil nov pojav učno nemotiviranih deklic in učno pasivnih dečkov. Samo kot izziv in razmislek, če mogoče so tudi vaše izkušnje takšne. In še to dejstvo, ki se ga moramo vsi zavedati, da tudi otrok, ki ima odlične predispozicije, ne bo postal odličen bralec, če za branje ne bo motiviran. Tukaj vidite 3 primerke, ki sem iz moje prakse. Z učenci smo izdelali knjižna kazala, potem v razredu imamo Nandetovo razredno knjižnico, kjer lahko učenci posegajo po različnih knjigah, po različnih revijah in na ta način zadostimo različnim bralnim interesom. Potem pa kroži tudi ta Nandetov bralni kovček, sicer smo ga mi uporabljali zato, da so otroci doma skupaj s starši brali umetnostna besedila, lahko pa tak kovček uporabite, pa potuje od otroka do otroka, tudi z neumetnostnimi besedili. Pa mogoče še par besed oziroma ravno zdaj sem se spomnila, še vedno velja, da bi naj otroci usvajali tehniko branja ob neumetnostnih besedilih, šele kasneje pa bi naj sami brali umetnostna besedila, ko postanejo dobri bralci, in kasneje jih potem tudi naučimo, kako beremo določeno vrsto besedila, da umetnostna besedila res beremo na drugačen način kot nekatera neumetnostna besedila. Še nekaj idej, ali pa kako lahko motiviramo učence, da recimo povabimo starejše učence, da berejo mlajšim, ali pa celo obrnemo, ko že mlajši berejo dobro, pa jim damo nalogo oziroma izziv, da pa gredo kdaj brati starejšim otrokom. Ni treba, da je to v času pouka, lahko se dogovorimo tudi z učitelji podaljšanega bivanja in to takrat naredimo. Učenci tudi berejo zelo radi takrat, ko ne sedijo za mizo. Če jaz učence vprašam,
kako bi brali. Včasih dobimo zelo, zelo zanimive ideje, nekatere uresničljive, druge tudi ne. Otroci radi berejo, na primer, pod mizo, potem, če imate kakšno bralno hišico ali pa bralni kotiček. Predlagam, da potem v 2. razredu ali pa v 3. razredu, mogoče že celo v 1., pripravite kakšno steno, namenjeno temu, da otroci napišejo na listič, kaj predlagajo sošolcem, da preberejo. Če so učenci tudi vešči že na digitalnem področju, lahko izdelate tudi mogoče kakšno, oziroma s pomočjo kakšnega spletnega orodja, kot je Padlet, izdelate spletno razredno steno in tam zapisujejo otroci, če so prebrali kakšno knjigo, pa se jim je posebej vtisnila v spomin, ali pa kakšen članek, kakšno novico, in tako predlagajo še ostalim, da naj to preberejo. Lahko organizirate tematske bralne kotičke v razredu, en teden namenjen branju besedil na temo živali, potem teden namenjen državam, teden hrane in tako naprej. Ena od zelo zanimivih dejavnosti, in imajo učenci tudi zelo radi, kadar berejo z mano, je ta, sploh tisti, ki jim gredo še malo težje, da oni preberejo kratke besede oziroma lahke besede, meni pa s prstom pokažejo, da preberem dolge oziroma težke besede. Po mojih izkušnjah je motivacija za branje na tak način tudi pri tistih učencih, ki niso najbolj še notranje motivirani, na tak način višja. Na voljo imate torej 3 bralne knjižice, Juhej, že berem, ki so zelo, zelo uporabne za vse vrste bralcev, za tiste začetnike in za tiste, ki že zahtevajo oziroma potrebujejo več. In tudi v delovnih zvezkih so takšna besedila, ki so učencem lahko zelo pomoč pri razvijanju oziroma pridobivanju spretnosti za razvijanje branja. V bralnih knjižicah in v delovnih zvezkih so zelo raznolika besedila. Tukaj vidite 2 primera iz bralne knjižice 3. Učenci berejo stripe, učenci berejo takšno nenavadno postavitev besed, kjer iščejo in potem berejo te besede. Zelo, zelo v pomoč je pri mojem delu meni formativno spremljanje, in sicer že kar na začetku se z učenci, ko se pogovarjamo o tem, kdo je dober bralec oziroma kako pa moramo brati, da smo dobri bralci, izdelamo kriterije uspešnosti. V 1. razredu se ti kriteriji uspešnosti navezujejo na tehniko branja, potem pa, ko vidim, da učenci tudi že berejo z razumevanjem, dodamo pa še te kriterije, ki se navezujejo na branje z razumevanjem. Učenci lahko te kriterije uspešnosti uporabljajo, kadar dajo povratno informacijo vrstnikom, torej da berejo v paru, pa se drugega poslušajo. Jaz se sklicujem na te kriterije uspešnosti, ko dajem otrokom povratno informacijo, ko berejo pri meni, lahko pa te kriterije uspešnosti uporabljamo tudi, kadar otrok sam ovrednoti branje in spremlja, kako je napredoval. Zelo dobro je, če imate možnost, vsake toliko posnamete in potem predvajate, da se otrok sliši, kako napreduje. Meni se je do zdaj najbolj obrestovalo, če sem enkrat mesečno posnela otroka, to je tudi kar zalogaj, ker nimamo samo enega učenca v razredu in da pridejo res vsi na vrsto enkrat na mesec kar dovolj. Učenci pa na ta način res vidijo, da seveda vadijo, da lepo napredujejo, da se njihov trud splača. Tukaj naj vas spomnim, prejšnjič smo na minutkah že omenili tole orodje, 2 zvezdici, 1 želja. Jaz imam v razredu kar te obrazce na voljo in kadar se vrednotijo potem na tak način, da zapisujejo, si učenci kar sami vzamejo, 2 stvari pohvalijo, tam napišejo ta del, kjer je zvezdica, tam, kjer je pa čarobna palčka, pa predlagajo sošolcu, kaj bi izboljšal. Potem lahko uporabimo tudi bralne kocke.
Ali pa naredimo tak semaforček bralni, učenec ima to sladoledno palčko, kamor zapiše svoje ime, lahko pa tudi simbol in se potem ovrednoti, ko neha z branjem, kako dobro mu je šlo. Se da na zeleni del, če mu je šlo dobro, če vidi, da napreduje, ampak glede na kriterije uspešnosti še vsega ne izpolnjuje, preide na rumeni del in pa na rdečem delu, če mu ni šlo, ali pa recimo, da je si zadal cilj skupaj z mano, da pa bere tako, da zloguje, pa še vedno črpuje, potem ostane mogoče na rdečem delu. Ena od dejavnosti je tudi ta, poimenovala sem jo Danes bom bralna zvezda, in sicer enkrat na teden otrok zagotovo bere tako, da ga, oziroma bi naj bral tako, da ga sliši učitelj, in učencem lahko ponudite, da sami izberejo, kateri dan v tednu bodo brali pri vas. Mi smo se fotografirali na začetku leta in potem takole otroci dajo svojo fotografijo pod ustrezen dan v tednu in tisti dan potem pri meni berejo ali pa pri kateri drugi učiteljici in na ta način dobijo povratno informacijo. Ne morem pa pri temi branja mimo staršev. Starše moramo v procesu branja zaznavati kot podporo, kot spodbudo, in raziskave kažejo, da če starši vključujemo na ustrezen način, to res vpliva na bralno uspešnost in pa napredek učencev v šoli. Hkrati s tem se moramo pa zavedati, kje pa nam lahko starši pomagajo pri razvoju bralne kulture oziroma tudi pri usvajanju tehnike branja. Tako da berejo otroku in berejo z otrokom, da poslušajo otroka, ko bere, da se pogovarjajo z otrokom o prebranem, da gredo skupaj v knjižnico in pa nenazadnje, da verjamejo, da otrok zmore. Lahko jim predlagamo, mogoče na kakšnem roditeljskem sestanku, nekaj zanimivih primerov oziroma nekaj situacij, kjer pa lahko oni berejo otrokom. Mogoče učitelji preveč pričakujemo, da bodo starši znali učiti otroka brati, ampak je kar pomembno, da mogoče že kar na začetku, na prvem roditeljskem sestanku tudi pojasnimo, kako pa zdaj mi učimo otroke v šoli, ne več na tak način, kot so mogoče se učili brati starši, oziroma še bolje je, da rečemo staršem, da naj sledijo temu, oziroma da naj vprašajo otroka, kako pa njega učiteljica spodbuja v šoli, da bere. Na tak način otrok potem ne zmedemo, da jih starši učijo na en način brati, mi učitelji pa v šoli na drugačen način. Pa zavedati se moramo, da strokovnjaki na področju učenja branja smo res učitelji, ne pa starši. In zato imamo tudi določeno obveznost, in sicer, da v šoli ponudimo otrokom dovolj časa za branje. Jaz mislim, da je pomembno, da se z učenci na začetku pogovarjamo o dolžini prebranega, torej o tem, na primer, v prvem razredu, koliko besed bodo prebrali, koliko vrstic, in na začetku otrok ne omejujemo časovno. Ne rečemo, zdaj boš pa bral 10 do 15 minut. Otrok, ki bere šele zloge, ki je na začetku, bere samo kratke besede, zanj 10 do 15 minut predstavlja res prevelik izziv, pred njim je nekaj, kar ne bo mogel uresničiti. Otrok, ki pa že mogoče tudi v prvem razredu bere tekoče, pa mu že lahko rečemo, ti pa boš bral 10 do 15 minut, kar potem kasneje kažejo tudi raziskave, da 10 do 15 minut vsakodnevnega branja je res potrebno, da dosežejo otroci ustrezno raven tekočega branja. In hkrati s tem se moramo zavedati, da je res to pomembno, ker je branje podlaga za učenje naprej. Še enkrat, učenci naj imajo možnost izbire različnih besedil, včasih jih pa mi določimo. Tukaj je še ena zanimiva dejavnost,
izbralne knjižice, to, kar vidite na desni strani, učenci morajo brati na glavo obrnjeno besedilo, potem v 3. razredu, mogoče že kdo to tudi v 2. razredu zmore in se na ta način potem z njim pogovarjamo, kako pa to, da tudi na tak način uspemo prebrati, čeprav ni obrnjeno v pravo smer. Pripravljajmo jim zanimive naloge, lahko so malo težje od tega, kar bi otrok zmogel na prvo žogo, ker na ta način jim bomo zastavili dodaten izziv. Ne smejo biti pa naloge prezahtevne, ker jim bomo pa na ta način prikazali kot branje nekaj, kar je res prezahtevno v tistem trenutku za njih. Zelo radi sodelujejo in zato naj bodo tudi bralne situacije čim bolj sodelovalno naravnane. In še ena misel za konec. Sposodila sem si citat Andreja Rozmana Roze: nikomu nič ne jemljemo, pa smo vse bolj bogati, zato ker so na svetu knjige in ker znamo brati. In upam, da tudi učitelji na tak pripravljenimi dejavnostmi sporočamo nekaj takega učence. Ne pa, da je branje res samo muka. Hvala lepa za pozornost. Anita, hvala ti za res izčrpno predavanje. Jaz verjamem, a me slišite? Slišimo. Okay. Jaz verjamem, da je bilo poslušalcem res zanimivo in poučno. Za enkrat vprašanj nimava, mogoče bomo še malo počakali, ker pa dejansko si toliko informacij sporočila in tako natančno vse razložila, da verjamem, da sploh mogoče res ne bo vprašanj, ampak to verjamem, da zato, da je vse jasno in bogato predavanje. Res ti hvala. Hvala. No, se mogoče še malo počakamo, ne? Ja. Gre res za zelo pomembno področje. Je kar težko strniti toliko informacij v 20 Ja, ampak ti je zelo dobro uspelo. Hvala. Dobivaš že zelo pozitivne komentarje. Hvala za bogato predstavitev, hvala za ideje. Tako da lahko tudi bereš sama. Tako da po mojem so res zadovoljni poslušalci, ker si jim res ogromno tam sporočila novega in verjetno že tudi tisto, kar sami delajo. Zagotovo, ja. Je lahko tako zaokrožena celota, da lahko stvari tudi sami probajo v razredu, česar še ne delajo, ker si jim res ponudila veliko idej, ki jih sama izvajaš. Imamo pa raznolike otroke in tako, je nujno se pa prilagajati, to je pa res. Jaz potem, glede na to, da vprašanj nimamo, samo zahvale in pohvale. Anita, hvala ti. Vidimo se spet meseca junija, do takrat bova še razmislili oziroma boš razmislila, kakšno temo jim ponudiva. Mogoče tudi sami kaj učitelji predlagajo, kaj bi jim bilo dobrodošlo. Lahko, ja. Hvala vam za pozornost, spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji. Se vidimo spet junija, tik pred počitnicami. Srečno! Nasvidenje!